Vozniki nove pnevmatike izberamo po svojih merilih. Nekateri gledamo na ceno, drugi na lastnosti na mokrem ali suhem, tretjim sta morda pomembna glasnost ali čim manjša obraba. Ker veliko serijska izdelava pnevmatik po meri ni mogoča, se izdelovalci trudijo izdelati pnevmatike z najbolj uravnoteženimi lastnostmi in s čim manj pomanjkljivostmi. To smo ugotovili tudi na tokratnem testu letnih pnevmatik dimenzije 185-65 R15H. Pri pnevmatikah za dostavnike, ki smo jih v okviru AMZS testa preizkusili prvič doslej, pa izdelovalci glede na rezultate testa lastnosti uravnotežijo drugače. Pomembnejša kot varnost na mokrem se jim na primer zdi čim manjša obraba. Ta je zagotovo pomembna za transportno ekonomiko, a na cesti bi vendarle morala biti varnost pomembnejša od stroškov. Testi pnevmatik za osebne avtomobile imajo že dolgo tradicijo. Pnevmatike za dostavnike pa smo tokrat, kot že rečeno, preizkusili prvič v več kot 20-letni zgodovini AMZS testov pnevmatik. Morda bo kateri od bralcev pripomnil, da se na naših testih preveč osredotočamo na pnevmatike manjših dimenzij. A prav pnevmatike v tej dimenziji so med najbolj uporabljenimi in prodajanimi na evropskih cestah. Pri nas sta s takšnimi pnevmatikami opremljena oba najbolj prodajana avtomobila v Sloveniji, Renault Clio in Volkswagen Polo. Oba kompleta pnevmatik smo preizkusili po enakih uveljavljenih merilih. Ocenili smo vozne lastnosti, varnost in zaviranje na suhem kot zaviranje na mokrem, vzdolžno in prečno splavanje, vodljivost in bočno vodljivost na mokri cesti, kot vedno smo preizkusili tudi glasnost tako v potniški kabini kot zunaj, izmerili porabo goriva in na laboratorijskih valjih ter z vožnjo v konvoju tudi obrabo pnevmatik. Med 16 pnevmatikami sta tokrat le 2 dobili 4 zvezdice in oceno dobro oziroma zelo priporočljivo. Ostalih 14 pnevmatik se ponaša s 3 zvezdicami in oceno zadovoljivo oziroma priporočljivo. Nobena pnevmatika na testu ni dobila ocen pomanjkljivo oziroma slabo, za kar je zaslužno dejstvo, da nobeni pnevmatiki ni močno spodletelo pri kakšnem od meril, kar je običajno razlog za znižano skupno oceno. Zakaj poudarjamo razliko med tovornimi in osebnimi pnevmatikami? Ker je kar 9 od 16 preizkušenih pnevmatik dobilo le 1 zvezdico oziroma skupno oceno ni priporočljivo. Tudi ostale pnevmatike niso blestele. 5 jih je dobilo oceno priporočljivo, 3 zvezdice, 2 pa priporočljivo z omejitvami, 2 zvezdici. Kar 15 pnevmatikam smo znižali oceno zaradi izrazitih slabosti na mokrem, kar je očitno Ahilova tetiva tovornih pnevmatik. To velja tudi za 5 najboljših pnevmatik na našem testu, ki smo jih ocenili le z oceno priporočljivo.